voščim prav prijazen dober večer. Danes je 16. januar in še malo pa bomo izobesili zastave ob slovenskem kulturnem prazniku in bo znova na številnih javnih mestih govora o kulturi, takšni in drugačni, vsakdani, osebni in tudi narodovi, ki je za obstoj vsakega naroda zelo pomembna, saj predstavlja poleg jezika živo korenino njegovega obstoja. Kljub zavedanju vsega tega pa je čez leto velikokrat odmerjamo zelo pičlo pozornost, pristojni pa tudi pičlo količino denarja za preživetje njenih neposrednih nosilcev. Ampak kaj, saj to je tudi kultura, mar ne? Današnji večer bi lahko imenovali kulturno uverturo v bližajoče se kulturne dni. Namenili smo ga pogovoru o Mihi Malešu, ki je s svojim ustvarjalnim opusom zagotovo prispeval velik delež k naši kulturni dediščini. Z veseljem in spoštovanjem sedaj pozdravljam gosti. Gospod Travico Maleš Grešak, hčerko umetnika, o katerem bo danes tekla beseda, in gospod Bredo Ilih Klančnik, strokovnjakinjo in veliko poznavalko umetnosti 20. stoletja, ki nam bo Maleša osvetlila strokovnega stališča. Dober večer obema in hvala, ker sta se odzvali vabilu na današnji večer. Dobrodošlico pa izrekam tudi gospe Mileni Pivec, direktorici založbe Pivec, pri kateri je šla knjiga Obrazi sanj o umetniku Mihi Maleša. Profesorica Ana Pečnik ima že pripravljenih kar nekaj vprašanj za obe, tako da lahko kar začnemo. Ampak najprej nekaj podatkov o umetniku. Za Miho Maleša najdemo podatke, da so ga leta 1903 prinesli na svet trije kralji, saj se je rodil na njihov praznik, to je 6. januarja, tudi ime je dobil po enem od njih. V rojstnemu kraju Jaranovo pri Kamniku, ki ga je svojo slikovito okolico navdihoval in zaznamoval, je ostal zvest vse življenje. Njegovo šolanje je bilo povezano najprej z domačim Kamnikom, nato pa z Ljubljano, Zagrebom, Dunajem in Prago, kjer se je na grafični specialki usposobil za slikarja in grafika, Praga pa je prebudila v njem tudi mnoge druge umetniške talente. Vse življenje je delal veliko in z veseljem. V umetniškem salonu, ki ga je ustanovil po vrnitvi v Ljubljano, nato kot gimnazijski učitelj, kasneje pa kot svobodni umetnik. Med člani skupine četrta generacija je bil prav Maleš najbolj vsestransko dejaven. Odličen grafik, ilustrator, založnik, pisec, ustanovitelj in urednik likovne revije Umetnost, svoje bibliofilske založbe v Ljubljani in tako dalje. Umetnosti se je zapisal pod vplivom ljudske ustvarjalnosti in Vesnanov, ki so leta 1903 na Dunaju ustanovili umetniški klub Vesna. Ni postal glasnik avantgardistične umetnosti, ampak se je vračal k realnejšim podobam in k tipičnim slovenskim kmečkim motivom. Njegov umetniški opus je izjemen. Grafični portreti zaslužnih Slovencev, freske v kar nekaj cerkvah, serija Tivolijev, avtoportreti. Leta 1977 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Z ženo sta ustvarila eno največjih umetniških zbirk v slovenskem prostoru. Ob 750-letnici prve omembe Kamnika je svojemu mestu podaril tudi veliko zbirko likovnih del iz vseh obdobij svojega ustvarjanja, ki so danes na ogled v njegovi galeriji na Kamniškem glavnem trgu. Tam naj bi skupaj z umetnikom ob njegovi 85-letnici pripravili tudi pregledno razstavo o njegovem slikarskem opusu, a njegovo ustvarjalno življenje se je steklo 24. januarja 1987. Dober večer. Takole pišejo o Mihi Malešu številne knjige, enciklopedije, splet. Kako pa se gospa Maleš Grešak spominjate vi Miho Maleša kot očeta? Kaj je pomenilo skozi različna obdobja vašega življenja imeti za očeta umetnika? Ja, on je bil predvsem dober človek, tudi duhovit je bil. In jaz sem kot otrok majhen, takrat nismo še hodili v vrtce, moja mama je hodila v službo in v bistvu je bil on moja varučka. In jaz sem lahko z njim skupaj gledala, kako je risal, kako je ustvarjal. Dokler sem ga še pred sem hodila v šolo, me je imel sabo, živeli smo v Tivoliju, sva šla na sprehod ali pa sva šla v mesto, kjer je imel on vedno sestanke s svojimi kolegi
jaz sem lahko hodila zraven, jaz sem zraven jedla kremšnike. Torej, izjemno lepi in pomembno sklenili, ne? Potem kasneje se pa spomnim, ker sem ga lahko gledala pod roko, kako je nežno vlekel tiste črte, obrazke, kako je risal, še danes ga vidim, kako je naredil lučke, usta, nosnice, kako je delal. To mi je bilo res dragoceno doživetje. Vam je kdaj pripovedoval o svojem otroštvu? Kako je on doživljal čas? On je samo to povedal, da je imel zelo težko mladost. In da zaradi tega tudi zna ceniti lepo življenje, ki nam je bilo potem dano. Ravno mogoče na tem mestu bi zastavila vprašanje, kaj in kje je črpal ves ta ustvarjalni navdih, kljub temu, da vemo, da mu je zibelka pravzaprav narekovala drugačno življenje. Kot ste omenili, težko otroštvo, 7. otrok izmed 10 v družini, strani bratov starejših je bil velikokrat nekako postavljen na sam rob družine. Sestra Ana mu je nudila veliko oporo, ampak se je kmalu po poroki on kraj luže poročila in zmečkano pozabila nam, kje je bil ta ustvarjalni vzgib za vse to, kar je Miha Maleš dosedel. Ja, on se je rodil, doma so imeli posestvo in mlin. To je pomenilo ogromno dela in jetiko v hiši. In njegovi brate so umrli nekateri za jetiko in tudi on jo je prebolel. Imel je že od mladih, že iz mladih spominov je pripovedoval, kako je občutval Marijino sliko v cerkvi ali pa doma nad mizo. Predvsem je bilo pa to veliko odpovedovanja in garanja. On se je velikrat hecal, pa je rekel, jaz nisem noben umetnik, jaz sem čisto navadni obrtnik. Vsak, ki bi toliko delal, kot sem jaz garal, bi tudi kaj naredil. No, nekje je to res, ampak vse pa tudi največ ne. Zdaj nekako skozi literaturo je velikokrat bilo moč prebrati, da je bil večkrat lačen kot sit, oziroma da je v obraz bil Miha človek otrok, ampak v srcu pa starec. Ne? In vsekakor je verjetno ta njegova pot, oziroma že to zgodnje otroštvo doprineslo takšnemu načinu razmišljanja mladega umetnika. Mogoče ob tem kakšna beseda ali dve? Ja, torej, mene ta izraz moti, da je bil v srcu starost, ker mi nikdar ni deloval depresivno ali pa slabe volje. Vedno je bil optimistično razpoložen. Če mogoče prideva v malo bolj kasnejši del njegovega življenja, kako ste ga pa doživljali kot nekakega najpomembnejšega urednika takratne literarne revije Umetnost, ki je izšla, torej prva številka leta 1936. Mogoče, kaj je za tisti čas pomenilo izdajanje neke tako zelo pomembne revije, kot je revija Umetnost? Jaz mislim, da bi to gospa Breda veliko bolj povedala, ker jaz sem se rodila šele leta 41 in njega nisem poznala. Moral je biti dober organizator, da je vse to uspelo, ampak jaz ga takrat nisem poznala. Zdaj nekako bi lahko rekli, da je bil Miha Maleš avtoriteta takratnega književnega oblikovanja oziroma na področju književnega oblikovanja. In gre za literarno revijo, ki je pravzaprav v ospredje postavila ne samo slovensko umetnost, ampak tudi širšo evropsko umetnost. In Miha Maleš je bil velik zagovornik, da mora umetnost pravzaprav v vsako stanovanje, v vsak dom in da umetnost ne sodi le na puste oziroma na bele galerijske stene, ampak lahko pride tudi v dom k nam, nekim, bomo rekli, ljudem, ki ne moremo tako živeti z umetnostjo, kot bi mogoče sicer lahko. Ne? In Miha Maleš je bil na nek način na tem področju res glasnik, da umetnost je pomembna in da mora priti iz galerijskih prostorov nekje v naše vsakdanje prostore. Na tem mestu bi mogoče prebrala citat: umetnost mora biti popularna, pristna in razumljiva vsakomur. Naj bo notranji pozdrav delavcu, ko pride zmučen iz tovarne, ali uradniku, ki zvečer zeha v kavarni.
dnevnik, revijo, knjigo, v maso mora danes umetnost. Rečeno je bilo, da je Miha Maleš veliko ustvarjal, zelo rad veliko ustvarjal. Ali mogoče ste kdaj začutili pri njemu tisto tako imenovano ustvarjalno krizo ali pa mogoče kakšno zavoro, da ni vedel kako in kaj naprej? Kaj menite? Je bilo mogoče kdaj to začutiti pri vašem očetu, se spomnite? Pravzaprav niti ne, ko je prišla bolezen vmes, ko je moral biti v bolnici. Ampak drugače pa mislim, da ga je disciplina držala po koncu tudi. On je vsak dan redno ob 7 zjutraj začel in je delal do opoldne, pa potem še popoldne zvečer, ampak to je imel zelo redne ure. Pravi, ves čas opet, vse skozi realni proces. Ne? Ja. Veliko je tudi potoval, udeleževal se je številnih likovnih kolonij s svojimi prijatelji, sodobniki, umetniki in nekako lahko zasledimo tudi, da je iz teh potovanj in kolonij pravzaprav prinesel številna slikarska dela in pa grafične liste. Mogoče bi vas še rada povprašala, kako vas je oče zaznamoval kot človek oziroma kot umetnik? Ja. Predvsem njegov delavnost pa življenjski optimizem, to bi rekla kot človek. Drugač pa je njega bilo strah, da bi jaz šla tudi njegovo pot, je rekel, to pa za ženske pretežek poklic, to se ne boš mogla preživljati. In potem sem šla jaz pač v arhitekturo. Boljše je bolj konkretno. Mogoče bi par besed namenili še spominski knjigi, ki vam jo je kako namenil oče. In pa kot zadnja se je vanjo podpisala tudi vaša draga prijateljica Metka Krašovec. Mogoče, kdo vse je zapisal se v vašo spominsko knjigo? Ja, ko sem ga 3 leta stara, je on dal prav vezati, tako kot so šele knjige vezane. Takrat je bilo to moderno, ne, da smo vsi otroci si tudi v šoli, vsi spominske knjige dali, ampak on si je to zamislil kot nekje album, kjer bi bili avtoportreti vseh njegovih kolegov in ključne pesmi tudi naših takratnih pesnikov, tako da se moram pohvaliti, jaz vam noter avtoportrete od Jakca Mušiča, Pregla, Svenka Kalina, pa Sveteja Goršeta, torej vso tisto generacijo. In po drugi strani so pa tudi pesmi, naprimer mi je napisal Župančič na mene, pa Gradnik mi je napisal pesmico in tako naprej, tako da so res bogata zapuščina, ja, res je lepa. Kaj pa poleg optimizma in delavnosti mogoče še zaznamuje vas, oziroma še mogoče kakšna tista izkušnja ali pa nasvet, ki ga še vedno nosite s seboj? Ja, umetnost na vratu. Umetnost. Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujem, da ste dali na ogled 10 njegovih originalnih grafičnih listov, tako da hvala lepa. Pred nadaljevanjem bi pa prisluhnili še poeziji, ki smo jo danes že omenili, pod katero se je prav tako podpisal umetnik Miha Maleš. Pogovor samomorilca z dušo iz stare egipčanske poezije. Komu naj danes govorim? Srce so danes brez sramu, vsak dokrade, vse najbližjemu. Komu naj danes govorim? Usmiljenje umira, pada, ljudem pa kruta sila vlada. Komu naj danes govorim? Saj ni več pravičnega, na zemlji je samo zločin doma. Danes smrt stoji pred mano. Ah, lepo je, kadar se težak bolnik ozdravlja. In ko najhujše se od nas poslavlja. Danes smrt stoji pred mano. O, mamna, kakor vonj kadila, kakor da sedim na valu mila. Danes smrt stoji pred mano. Opojna, kot vonj lotosa, kakor da sedim pijan na veji kokosa.
Stel zvezd, Severna Amerika. Smo zvezde, ki pojemo. Pojemo svetlobo svojo. Smo ptice, ognjene. Letimo preko nebes. Svetloba je naš glas. Pripravljamo pot duhovom, da bodo lažje hodili. Na nami so lovci krije, ki medveda love. Ni bilo dobe, ko bi medveda ne lovili. Gledamo dol na gore. Strmite, to je pesem zvezd. Tu je bil ta Aroa z imenom. Praznina je bila krog njega. Nikjer zemlje, nikjer nebes, nikjer morja, nikjer ljudi. Ta Aroa kliče brez odmeva in v zapuščenosti tedaj v svet se spremeni. Ker zapuščina korenina, tam ta Aroa, kjer skala, tam on. Ta Aroa morski pesek, ta Aroa imenuj sebe sam, ta Aroa sijaj, ta Aroa plod, ta Aroa temelj, ta Aroa nezmotljivi, ta Aroa močni. Ustanovitelj vsemirja, velikega in svetega vsemirja, kateri je samo steber, ta Aroe. Ta je on, ki oživlja vse. Bela vrana pleše. Po krajini, med hišami, po gorah sneg leži. V tem času prašiče poljejo. V tem času po kolinah diši. Tudi tam. Tam je sneg. Joj, gleda tam ljudi prašiči poljejo. Tam sneg krvavi. Črne, krvave in bele so jame. Sladka in grozna je smrt. Otrok objema praznino. Ne, mame. Očeta in mater objela je prst. Smeh v zobeh, strah v ušeh vztrajata z jame. Duh po kolinah in pes bele vrane sta naš gostek. Človek išče lepoto vse povsod. Na nebu, v zvezdah, sončnih žarkih, oblakih, po poljih, njivah, jugah cest, gorah, pa še bližje, na rožah, sadju, v jevju, potem hišah, ulicah in še 100 in 100 drugih rečeh. Najbolj zagonetna mu je lepota na živih biti, že radi življenja samega. Najlepša in nikdar dojeta pa je človeku lepota njega samega. Vse umetnosti vseh časov jo opevajo, odkrivajo in razodevajo, a nikoli je ne bodo dovolj opele, ne popolnoma odkrile in ne razodele. Človek je skrivnost sam sebi, je lesenca svoje duše. Klančnik, ali je mogoče reči, da poznamo Miho Maleša, ne da bi poznali njegovo poezijo? Ja, doslej smo shajali tudi brez tega. In po zaslugi tudi založbe Hivec, ki je prisluhnila naši želji, da vso to poezijo, ki smo jo zdaj tudi slišali, zberemo v tej knjigi in jo dodamo njegovim obrazom iz sanj, ki so nastali že v letih 1923-24, ko je bil Maleš še študent, še prednji je okusil Prago in imel že izkušnjo z Ljubljano, Dunajem in Zagrebom, pa pri tem že popustil tudi to svojo zamisel, da bi se posvetil kiparstvu in potem zajadral druge vode. Mislim, da je vse to, kar nas danes obkroža, tisto, kar je potem v resnici dopolnil, to je bila predvsem grafika, ki si jo izbral za osrednjo tehniko v svoji ustvarjalnosti in tudi kam je želel to grafiko plasirati. Ne zgolj kot grafične liste, ki jih ukvirimo in obesimo na steno, kot neko sliko, ki je lažje dostopna kot
oljna slika, ki ima seveda kot unikat povsem drugačno ceno. Tudi sam je Maleš že poskušal te svoje grafične motive odtisniti na blazine, tako da je zdaj po dolgih letih oživljena ta ideja z mladim rodom. Maleš je bil izjemno komunikativen in, kot je bilo že večkrat naglašeno, je poskušal doseči vse plasti publike. Od seveda šolarjev, dijakov, tudi sam jih je poučeval, do svojih kolegov in do povsem brezimnih ljudi v množici, ki ne želijo posredovati svojo umetnost. Tako preko svojih izdelkov, ki bi jih danes uvrščali mogoče na področje umetne obrti, ali pa kot ilustrator, spomnimo se vsaj dveh temeljnih njegovih ciklusov ilustratorskih, pospremuje Prešernov sonetni venec ali pa Prešernovega sodobnika Karla Hinka Maho, ilustriral njegovo pesnitev Maj. Se pravi, da se je znal približati tudi poeziji velikanov, ki so ustvarjali že kar stoletja pred njim. In pa seveda, kot smo zdaj slišali, je prisluhnil taki eksotični poeziji, ki se je rojevala v daljni Afriki in jo je osvojil. No in tukaj v tej knjigi je zdaj ta poezija, kar je ustvaril, zbrana v eni knjigi. In tudi knjiga ima izgled bibliofilske knjige. Opomnimo pri tem, da je Maleš sam osnoval bibliofilsko založbo, tako se je imenovala njegova založba. Pod Turnom je bila locirana, kjer je stanoval, tako da je bilo to stanovanje hkrati neka pisarna ustvarjalna, kjer so se zbirali umetniki, prihajali pisatelji, pesniki. Tam je bil seveda njegov ustvarjalni atelje, pa nedaleč proč od tega posvečenega prostora, pa tisto vsakdanje, ko je povedala že njegova hči, da je tudi kuhal, da so bile recepture, ki so bile za umetnost tudi prenešene na področje kulinarike, recimo pogojno. Obkrožal ga je pri tem seveda zeleni Tivoli, tudi temu kraju je posvetil veliko pozornosti, nastal je kar velik ciklus njegovih pogledov na Tivoli, takrat, ko je malce opustil grafiko in se posvetil slikarstvu. Ko je, bi rekli, prilezil na zeleno vejo in imel toliko pod palcem, da si je lahko sploh kupil platna, čopiče in skratka barve, ker slikarstvo pa zahteva drugačne materialne pogoje. Prej pa je v teh zgodnjih časih namenil svojo pozornost in svojo skratka likovni čut prelil predvsem grafiko. No in prav pri tej zbirki smo pravzaprav prekrili nekaj področij njegovega ustvarjanja, se pravi grafične umetnosti, črno-bele umetnosti, kakršna je spočetka njegove poezije. No, tu zdaj lahko znova potrdimo to sintagmo, ki jo je njegov kolega, starejši kolega, rojak Kamničan, Ivan Vavpetič, pravzaprav skoval. Slikajoči pesnik, pove vse. Je slikal, je bil poet, je bil pesnik. Miha Maleš se je rodil, odraščal in se oblikoval umetnika v zelo razburkanih časih. Če pomislimo, da je pri njegovih 11 letih Evropa že krvavela v prvi svetovni vojni, ko mu je bilo 14 let, je svet zamajala oktobrska revolucija v Rusiji, pri 26 letih je zagotovo že slišal in bral o uničujočih posledicah zloma newyorške borze za svet, ko mu je bilo 30 let, so se po vsej Evropi že formirala skrajno desničarska gibanja, med njimi najhujši fašizem in nacizem, ki sta leta 1939 svet pahnila v drugo svetovno vojno. Poslednji, ki
ki ni prizanašala ne njegovemu najožjemu slovenskemu, kot tudi ne širšemu umetniškemu prostoru, pa umetniško ustvarjanje tudi ni bilo postavljeno kot prioriteta nove oblasti. Kako bi rekli, da je Miha Maleš v umetnost vključeval vsa našteta družbena dogajanja? Ja, ta širši grafični opus zagotovo najdemo sledi tega novega. Že to, kar je bilo omenjeno z začetka, najprej ga je nagovorila seveda ljudska umetnost, ki jo je že od kuhinjske mize lahko opažal, od tradicionalnega bohkovega kota, na nje naredilo velik vtis recimo notranjščina domače cerkve najprej, potem pa seveda se je to likovno obzorje širilo. Ni bil seveda neobčutljiv za vsa ta dogajanja, ki ste jih našteli, če vzamemo samo nekaj motivov, ki so ga spremljali, ki jih je večkrat ponavljal, to je recimo motiv desetnice, ki ga je zelo osebno podoživljal, kot je bilo že povedano, je bil v številni družini rojen in ostal zelo zgodaj sirota, se pravi, da je ta empatija do sočloveka bila že tako rekoč muzibelko položena. Pa tudi pozneje se je odzival na marsikakšno, skratka na to, kar se je dogajalo v njegovi najbližji okolici. Desetnica je bila hkrati potem figura, ki tava in se upira vsem grozotam druge svetovne vojne, tudi na to je v nekaj delih odgovoril. Žal pa, ker ni spoštoval kulturnega molka med vojno, se mu je po drugi vojni kar nekaj časa slabo godilo, ne samo, da je moral prenehati z izdajanjem svoje prve slovenske likovne revije Umetnost, ki je bila pridružena tudi literarna revija Naša Niva. No, skratka, vse to je moral opustiti. Kot je omenila že njegova hči, je tista osnovna vedrina, ta veselje do življenja se razbohotilo potem tudi v barvnem svetu, v različnih materialih, da se ukvarjal ne zgolj z grafiko, slikarstvom, pač pa tudi z področjem umetne obrti, kot je poslikava keramike, pa seveda, če se zdaj vrnemo k temu, kar nas je pobudilo k temu, da smo prišli do te imenitne izdaje Obrazov iz sanj, tudi knjiga, bibliofilska knjiga, ilustracija, skratka, nenehen preplet vseh področij, ki so se lepo prepletla in združila. Tako da še tista obdobja, ki zagotovo niso bila optimistična v njegovem življenju, povedano je že bilo, da je tudi sam zbolel za jetiko in to svoje doživljanje Golnika, kjer se je zdravil, je prelito prav tako v grafični ciklus. Skratka, knjige mojih ur, kot bi bile za njegovega vzornika Masarela, se pri njem pojavljajo prav tako kot neke vrste autobiografija, le da jo pripoveduje kot likovnik z besedo, črto, ploskvijo. Kaj bi kot strokovnjakinja in zelo dobro poznavalka Maleševe umetniške zapuščine rekli, da spada med njen najbolj žlahtni del in zakaj? Ste mi postavili vprašanje, na katerega bi težko odgovorila. Moram povedati na svojo osebno izkušnjo, zakaj zdaj vse bolj čutim, da je Maleš umetnik, s katerim sem tako rekoč usodno povezana. Ko sem se kot mlada kustosinja zaposlila v Mariborski umetnostni galeriji, je bilo to leto, ko je bila v Moderni galeriji postavljena doslej največja retrospektiva Maleševega dela in potem je bila prenešena v Mariborsko umetnostno galerijo, kjer sem začela svojo strokovno pot, zgolj njegova grafična produkcija. Namreč v umetnostni galeriji so se odločili, da bodo
v nekem smislu kot bienale grafike največje umetnike naše črno-bele umetnosti, se pravi grafike predstavili. Prvi je bil na vrsti Jakac, tako za njim seveda Maleš, se oba sodita zagotovo v te pionirske vrste naše grafike. Oba sta nerazdružljivo povezana v tem gojenju te imenitne, žlahtne, črno-bele umetnosti. No in tako sem jaz začela z Malešem, pa se mi je potem vsake toliko pojavila spet kakšna nova naloga. Ob 100-letnici rojstva sem pripravljala v umetnostni galeriji, v moderni galeriji njegovo spominsko razstavo. In vrstile so se razne priložnosti, ko sem se lahko z umetnikom znova in znova srečavala. No, eden od plodov je tudi v tem albumu, kjer je Maleš kot prvi likovnik predstavljen v seriji albumov, med drugim je čisto na začetku tega, recimo, vaša rojakinja Alma Klinova bila predstavljena, da ne govorimo o Trubarju, pa Kosovelu, Zupanju in podobnih imenih, tudi Majster je šel med drugim v tej zbirki, ampak Miha Maleš je doslej edini likovnik, ki pa seveda, kot že kaže ta naslovnica, združuje kar nekaj plati njegove ustvarjalnosti. Spode ena od imenitnih grafik, to kot v barvah, ki je bila nagrajena onkraj Luže v tistem času, sredi 50 let prejšnjega stoletja. No in zgornja fotografija pa nam kaže umetnika v času zdravljenja na bolniku in v rokah ima kaj drugega kot izvod ene od številk njegove umetnosti. Miho Maleša zelo težko uvrstimo v umetniško obdobje, a mi vseeno dovolite naslednje vprašanje. Je Miha Maleš po vašem mnenju nežen ekspresionist, liričen fauvist ali rahločuten modernist? Vse hkrati. Vse hkrati. Tako kot smo že ugotavljali, da so bile tehnike, ki jih je preigraval z lahkoto, so bili motivi različni, ki so mu služili za njegovo izpoved. Da je bilo to bodisi v knjigi, bodisi na grafičnem mestu ali na sliki ali na keramični vazi. Skratka, to se ves čas prepleta in prepleta se tudi njegova govorica, ki je zdaj bolj ekspresivna, zdaj bolj lirična in znova rečemo, ja, slikajoči pesnik. Za zaključek pa še vprašanje, zakaj menite, da je Maleš nenadomestljivi del slovenske kulturne dediščine, zaradi česar je prav, da ga spoznajo tudi mladi rodovi in vzpostavijo do njega aktiven odnos? Ja, tudi tukaj mislim, da so besede odveč, ampak jaz sem zelo vesela, da je vse to, kar nas tukaj obkroža, to, kar bi si Maleš sam želel. Namreč leta 1929 se je na prejšnjem stoletju seveda, se je Maleš pojavil na ljubljanskem sejmu, ki je takrat združeval tudi seveda vsa področja, prikazal novitete na področju, ne vem, mehanizacije, družabnega življenja v Ljubljani, pa ne zgolj v Ljubljani, cela Slovenija je bila prisotna na tem sejmu. No in tudi Maleš si je našel en manjši prostor, kjer je postavil svoj štand in na tem je recimo med drugim populariziral svojo grafiko in prodajal blazine. Tako, to, kar imamo danes tukaj. Pa si zagotovo ni mislil niti ob koncu življenja, da bo kdaj mladi rod prisluhnil tej njegovi takrat pravzaprav kar malo nenavadni zamisli in njegove motive, te njegove obraze iz sanj na blazine, ki so bile njegov izum, pa ne ravno njegov izum, se je bilo v tistem času tega precej bolj na tujem kot pri nas. No, pa povejmo še eno zgodbo, da se je med drugim lotil Maleš tudi umetniškega trga.
Leta 1930 je namreč na Kongresnem trgu, ki še danes nosi to ime, odprl svoj umetniški salon, kjer ni prodajal zgolj svoje produkcije, svojih likovnih del, pač pa je vrata na široko odprl svojim prijateljem, sodelavcem, drugim umetnikom. Ob tem je bil na preži, ko so prihajali njegovi kolegi mimo, jih ujel v svoj fotoaparat. Do takrat imamo serijo imenitnih fotoportretov njegovih kolegov, tudi ne zgolj slikarjev, kiparjev, ampak tudi filozofov, literatov in tako naprej. V tem je pa prodajal v tem svojem malem salonu tudi keramiko, ljudsko keramiko. Skratka, imel je nenavaden posluh za kar najširši spektr te likovne ponudbe. Da ne govorimo, da je sam ustvarjal od drobne grafike v najmanjšem merilu, se pravi ex librisa, kjer je zadovoljil želje ali pa ujel značaj naročnika, bibliofila, pa do poslikav v cerkvah, ki se žal niso ohranile, razen imenitnega velikega svetega Krištofa na Gorenjskem. Skratka, njegov razpon je bil tako širok in tako bogat, da kar ni konca, bi lahko govorili še kar dolgo. Ampak mislim, da je prav, da nocoj usmerimo tudi pogled v mladi rod, ki mu je bil malež spodbuda in so ustvarili to imenitno serijo teh blazin, tako da so se res ti obrazi sanj prenesli na blazine za sanje. Tako je. Obema gospema se prav lepo zahvaljujem, da sta nama odstrli tančice tako zasebnega življenja kot strokovnega dela Mihe Maleša. Ker pa vemo, da je bil tudi velik ljubitelj glasbe, da je še posebej rad prisluhnil čelu, smo za zaključek izbrali še glasbeni točki prav s tem inštrumentom. Zaigrala nam bo Ida Pintar, pri klavirju pa jo bo spremljal Žiga Žvižek pod mentorstvom profesorja Saše Šonca. Izvolite.
Matisse mu je odgovoril, da je svet zares oster, a slika naj bo udoben fotelj, v katerega se slekneš in si odpočiješ od vseh bodic sveta. Miha Maleš pa je poznal in izkusil oboje. Za njim v slikah in grafikah ostaja vedra, sončna, nežna, prijazna podoba, za katero bi bilo prav zdravilno, da Slovencem ne bi bila nikoli zamočana. Spoštovani obiskovalci, preden zaključimo današnje druženje, vas vabimo še na ogled kratkega filma, ki so ga posneli dijaki umetniške gimnazije z mentoricama, profesoricama Grobelnik in Rak. Film je nastal kot del projekta Druženje z Miho Malešem. Traja 8 minut, potem pa vas vabimo, da si ogledate še grafike, ki so jih izdelali dijaki pod mentorstvom profesorice Pečnik in ilustracije, ki so jih ustvarili pod mentorstvom profesoric Grobelnik in Rak. Prepričani smo, da smo s temle prvim pogovornim umetniškim večerom postavili dobre temelje za nadaljevanje, zato si upam zaključiti že z vabilom na naslednji tak dogodek ob letu Osorej. Vsem hvala za obisk, spoštovanima gospema Kravici Maleš Grešak in Bredi Ilih Klančnik, pa
pa se še posebej zahvaljujemo, ker sta bili gosti našega prvega umetniškega večera, na katerem smo govorili o umetniku, ki je zagotovo prispeval velik delež slovensko kulturno in umetniško dediščino, zaradi česar si zagotovo zasluži široko pozornost vseh generacij. Naj bo večer še naprej prijeten. Imenitni večer ste Hvala. zelo Hvala vam. Moje imenu, seveda.